Ja, to je zelo nehvaležna ocena. Marsikje ostaja velika mera previdnosti zaradi tega, ker seveda dveh spremenljivk ne moremo z zanesljivostjo oceniti. Prva je, koliko je bilo kljub vsem ukrepom kontaktov med ljudmi, predvsem kontaktov s pozitivnimi osebami, čeprav je res, da v Sloveniji poteka dosledno in celovito epidemiološko povpraševanje. To se pravi, oziroma epidemiološka anketa, to se pravi, ko je neka oseba potrjeno pozitivna, iščemo aktivno, sama oseba pove, koliko je bilo kontaktov in tako naprej. Skratka, to je dosledno in tudi ti ljudje, ki se zdaj recimo vračajo iz tujine, ne, kot veste, so v karanteni, so testirani, bodo ponovljeno testirani in bodo ostali pod ukrepi toliko časa, kolikor bo potrebno. Ni prijetno za njih, sigurno, vendar je to tako. Zdaj, če se vrnem k osnovnemu vprašanju. Dejstvo je, da so neki začetni kazalci, ki kažejo na to, da ni tako hitra rast števila novih primerov. Seveda so pa povsod zamiki, tako kot je že profesor Bejovićeva na tiskovnih konferencah poudarila, ne. Veliko ljudi je hospitaliziranih, veliko več, kot jih je bilo, veliko jih je na intenzivnih terapijah. Vedno imate nekako za en teden, 2 tedna se vedno vse zamika, ne. Ko imate najprej porast števila primerov, imate najprej primere, ampak zapleti vemo, da se pojavijo šele v drugem tednu oziroma po enem tednu, 10 dneh začetka bolezni pri tistih, ki imajo težave. Zato je previdnost pri vseh na mestu, ne. Zagotovo pa dosledno upoštevanje napotkov oziroma predpisanih ukrepov je še potrebno. Vsaj toliko časa, dokler ne bomo videli zmanjšanja števila novih primerov, ne, ker zdaj je pač še vedno narašča. Menim, da ukrepi ustrezajo. V tem trenutku je pač ustavljeno vse tisto, kar je prej omogočalo hitrejše širjenje. Menim, da je tisto, česar se vsi bojimo, kjer je tudi vlada že začela ukrepati, so seveda domovi za starejše občane, kjer vemo, da smo imeli pač žarišča okužb, ker gre za zelo občutljivo prebivalstvo. Težava je, ker zaposleni v teh domovih seveda živijo v realnem okolju, ne, da se morajo tudi oni ves čas zelo natančno morajo spoštovati ukrepe, ne. To pa včasih pač je zahtevno, ne. V vsakem primeru je pomembno, da se zaščiti šibke dele prebivalstva, ker do zdaj je v Sloveniji, za razliko od Italije, zbolelo večina zbolelih je mlajših od 70 let, ne. Tako da zato je mogoče breme nekoliko, bom seveda rekel, manjše, kot je v Italiji, ampak to se lahko hitro spremeni, če bi kakorkoli se nam spremenila situacija glede starostnikov. V izogib zelo dolgim ukrepom, ne, ki pač danes je težko reči, da ne bodo možni, ampak pač zelo težko bodo izvedljivi, ne. Ena analiza ameriška je pokazala, da če bi želeli to tako imenovano sploščeno krivuljo imeti, ne, da bi zbolelo samo toliko ljudi, kolikor bi sistem lahko prenesel, ne, bi to trajalo 18 mesecev. Ne. 18 mesecev ustaviti države na tak način, kot je recimo zdaj v večini držav, ki so prizadete, tudi vključno z našo, je pravzaprav težko si predstavljati, ne. In tudi primerjave s špansko gripo in kaj se je takrat dogajalo, so nesmiselne, ker takrat je bilo življenje čisto drugačno, ne. Ideja je sicer mamljiva, ne, da bi pač recimo zaščitili ranljive,
ostali bi pač potrpeli, pod narekovajem, ne, preboleli okužbo, potem bi pa ti zaščiteni, ne, torej imuni, pravzaprav s svojo imunostjo ščitili tudi ranljive, ne. Problem je, da resneje zbolijo lahko tudi ljudje, ki so mlajši. Nihče nima imunosti proti temu virusu, mislim, da so kolegi imunologi, virologi, infektologi to že zelo jasno povedali. Tudi 40-letnik, tudi 20-letnik lahko zboli s hujšim potekom, to ne pomeni, da bo kritično bolan, ampak bo hudo bolan, ne. In ne vemo še, kakšne so možne tudi pozne posledice te bolezni oziroma okužbe pri tistih, ki imajo slabši potek bolezni. Torej, to ni kar tako, ne, da bi rekli kot, ne vem, za prehlad ali pa kaj podobnega, pa naj zbolijo, saj ne bo tako hudo, ne. Druga zadeva, tudi nekaj smrtnosti je bilo že zdaj, ne, tudi v zahodni Evropi, ne samo v kakšnih državah v razvoju, ne, zaradi virusa tudi pri mlajših ljudeh. Torej, to ni kar tako preprosto, kot se zdi. Pa še nekaj je, ne, tudi ti ljudje, ki naj ščitijo ranljive, ne, negovalci, sestre v domovih, oskrbniki, ves ta kader, tudi potem bi morali zelo natančno nadzorovati, ker bi ta kader lahko seveda zaradi tega, ker še vedno živi v realnem okolju, lahko okužil te občutljive, ne. Točno to, kar sva se prej pogovarjala, ne, da zdaj moramo paziti, da jim ne vnesemo okužbe. Veste, kako je s temi napovedmi? Soočeni smo pač z boleznijo in s potekom epidemije, kakršne še ni bilo. Tako da zdaj seveda ugibanje in ocenjevanje je zelo nehvaležno. Pri gripi smo se vedno tolažili s tem, da ugaša takrat, ko je toplejše vreme, da je prenos težji, da je virus bolj občutljiv na vročino in tako naprej. Tukaj si tega nihče zelo trdno ne želi zagotavljati, ker ni nikakršnih dokazov. Poleg tega prenos je dosti lahek bil tudi v državah, ki so v tropskem okolju, recimo Singapurju, ne, tudi je prišlo do okužb. To se pravi, tudi tam, kjer je recimo dnevno vsak dan temperatura več kot 30 stopinj, je prišlo do prenosov, ne. To se pravi, sama temperatura nas ne bo rešila, ne. Verjetno bo aktivnost nekoliko popuščala, ker bo vseeno tudi nekaj ljudi zaščitenih. Zdaj, upajmo, da v Sloveniji vseeno ne bomo toliko bolnikov imeli, ampak recimo v Italiji bi se pa to že znalo celo poznati, ne, glede na zelo veliko število okuženih. Zelo težko je oceniti, ne. Ameriški CDC je ocenjeval, da bi morda julija, avgusta lahko prišlo do zmanjšanja. Seveda se pa vsi bojijo potem naslednje zime, ko bi in zaradi tega, ker bomo spet nekako bliže skupaj, ne, ker bo hladni del leta in tako naprej, lahko spet se povečala in sledil nek drugi val. Ta ugotovitev temelji tudi na tisti nesrečni španski gripi, kjer je pravzaprav drugi val bil hujši, kot je bil prvi. In so pač zapisi iz tistega časa, ne, da je bilo tako hudo, da celo na podeželju v slovenskem kmetje niso mogli pobrati pridelkov, ker jih je deloma toliko veliko zbolelo in veliko tudi umrlo, ne, zaradi gripe. Tako da vsekakor je pa nekaj res, da ta virus skoraj zagotovo ne bo kar izginil, kar bi bilo tako zelo skoraj otročja želja, ne, tako kot je SARS recimo, ne, ki je bil zamejen. Ta okužba ni zamejena, razširjena je po vsem svetu v bistvu, ne, in lahko vstopa naprej v populacijo, zato ker za razliko od gripe, to je še ena stvar, ki jo je treba poudariti, pri gripi ima vedno en del prebivalstva neko zaščito. Vedno. Težko pride do tipa gripe, kjer ne bi nihče imel zaščite. In tam je pač ta kolektivna, vsaj delna imunost prisotna in so zato tudi ta nihanja, ne. Tukaj pa pač tega nimamo in seveda tisti ostali, ki še niso bili okuženi, pač ne, lahko še vedno zbolijo.
Primarno testirani so ti, vedeti je pa treba, da se testira tudi asimptomatske vse kontakte. Torej, ni čisto res, ne, da se testira samo tiste, ki imajo simptome, ne. Torej, vse kontakte, vse ljudi, ki so recimo tiste, ki so bili dani v karanteno v Postojno in v Dolgo vas, so tudi vse testirali preden, zato so sploh ugotovili, da so nekateri okuženi, ne. Skratka, niso imeli simptomov, ne. To je ena zadeva. Zdaj seveda tisto, kar skrbi ljudi upravičeno, ne, so asimptomatski poteki bolezni. Po nekaterih ocenah je takih lahko celo 25%. Italijanski podatki sicer govorijo o nižjem deležu, ampak to je zelo težko oceniti, ne. Zdaj, prednost toplega dela leta, ne, ko sva se že prej pogovarjala, je pa zdaj link, je, da kdor bo zdajle imel hud kašelj in pa vročino, ne bo imel gripe. Mislim, zdajle še morda, ampak maja in pozneje pa ne. To bo zagotovo korona, ne bo drugega. Tako da, to je za simptomatske. Za asimptomatske je pa tako, mislim, da je minister že včeraj tudi napovedal, da se bo vzpostavilo strategijo testiranja posebno recimo osebja v domovih in tam, kjer so na kritičnih delovnih mestih, to se pravi tudi zdravstvenih delavcev v bolnišnicah, kjer so potencialno v stiku ne samo tisti, ki delajo s pacienti, tiste itak, ampak tudi tiste, ki recimo delajo na neki urgenci, kjer načeloma velja, da naj bi pacienti bili brez simptomov, ne, ampak vemo, da se je tudi že zgodilo, ne, da so prišli in se je potem izkazalo, da so imeli okužbo, ne. Tako da bi se, v bistvu je zdaj načrt, da bi se strategija nekoliko razširila, torej tudi na osebe, za katere ne želimo, da bi potihoma prinesle okužbo v določena okolja, ne. Velika razdvojenost med Zahodom in Vzhodom. V Aziji so maske prisotne že dolgo časa in so nekako vprašanje odgovornosti ne zdravih, ampak bolnih ljudi do drugih, ne. To se pravi, če si bolan, če kašljaš, če si prehlajen, se spodobi, da si nadeneš masko, ko greš v javnost, ne. To je nekako že dolgo časa prisotno, to se je okrepilo, ko je bil SARS in potem tiste manjše epidemije gripe, ki se jih spomnimo, ptičja, prašičja in tako naprej. V priporočilih, ki so jih sprejeli tudi na Kitajskem, bral sem intervju s pač direktorjem kitajskega centra za nadzor bolezni, oni pač vztrajajo na maskah v vseh, recimo temu, zunanjem okolju, ne. In seveda logično tudi v notranjem, če je nekdo bolan doma in ga morate nekako oskrbovati ali pa negovati. Skratka, v Aziji ni bilo dileme, ne. Drugod po svetu je bila velika razdvojenost iz dveh razlogov. Prvič je bilo vprašanje, veste, vsi, ki smo študirali za zdravstvene poklice, smo dali to vajo pravilnega nadevanja maske in snemanja maske skozi, ne. Medicinci zato, ker smo morali biti prisotni pri operacijah in takrat se naučiš, kako težko je, ne, pravilno si jo nadeti in seveda potem, kako je težko pravilno sneti, ne da bi karkoli prekršil, recimo ne se jo dotakniti tukaj spredaj, kam jo odvržeš, ne na površino neko, vedno v smetnjak, ne, in tako naprej. Torej, bojazen je bila osnovna, ali bodo ljudje pravilno ravnali s temi maskami, da ne bodo po nepotrebnem koncentrirali v bistvu povzročiteljev, ne, tudi drugih bolezni, ne samo korone, in v bistvu s tem pravzaprav pospeševali prenašanje. Med drugim, veste verjetno tudi vi, ker ste zdaj že toliko časa verjetno zraven, tako masko, ki je najbolj pogosta, ta kirurška maska, je potrebno menjati na vsaki 2 uri. Zdaj seveda vemo, da je težko priti do mask,
itak ni sicer dobro, da bi šel človek za dolgo časa ven, ne, ampak če bi šel, bi moral recimo imeti, če bi recimo šel za 4 ure ven ali pa za 3, ne, bi moral imeti še eno seboj in potem tisto varno odložiti, si razkužiti roke in potem seveda si nadeti novo masko, ne. To je tudi potem spet težava. Zaradi različnih oblik prenosa, ki so sedaj vedno bolj potrjene, je prišlo že do sprememb stališča nekaterih uglednih organizacij. Tudi ameriški CDC, Center for Disease Control, ki v bistvu daje priporočila glede nalezljivih bolezni, bo verjetno, zelo verjetno, to je bilo objavljeno včeraj zvečer, predlagal, da bi se v teh okoliščinah, kjer smo mi v Sloveniji že priporočili maske, oziroma ne priporočili, so obvezne, to se pravi vstop v trgovino, vstop v lekarno, vstop v zaprti prostor, da se bo tudi v Ameriki priporočalo oziroma postavilo obvezo, ne. Zaradi tega, ker ne bi vsaj nekaj prenosa preko teh drobnih kapljic preprečili. In predvsem prenosa od ljudi, ki nimajo simptomov. Ker tisti, ki recimo kašlja, pa recimo, da nas ne bo posebej ogrožal, jasno, ampak pač tisti, ki pa nima simptomov, bi pa še vedno lahko. Veste, tako je, na začetku je bilo neko prepričanje oziroma tolažba, da bo to pač teh par tednov bomo pa vsi nekako potrpeli, ne. Saj ni tako hudo, ne, 2-3 tedne boste pa že potrpeli, da ne boste se družili, da ne boste pač, in tudi zdravstvo je pač zavrlo nenujne zadeve. Zdaj, če bo zadeva dalj trajala, bo potrebno najti nek način, da se bodo pač neke zadeve vseeno odvijale naprej. Katere in v kakšnem obsegu je zdaj trenutno težko reči, ne. Zagotovo te stvari, ki so življenjske in neugibne, ne vem, porod, tudi spremljanje torej nosečnic, kot je bilo že poudarjeno, ne, potem zdravljenje raka. Te stvari, za katere vemo, da pač ne morejo čakati, niso pa tista življenjska urgenca, ta hip, ne. Zdaj, za infarkt vas bodo tudi danes sprejeli, ne, na urgenci, ali pa za kaj podobnega, možgansko kap, kaj takega, poškodbo, ne. Ampak, ne, za zdravljenje, ki se ponavlja, ki traja dalj časa, je pa zdaj velika dilema, ne. Pojavlja se tudi dilema, ne, kako zdaj bolnik, ki prejema terapijo, ki škodi imunosti, ne, kako ga umestiti in ali naj ta človek res hodi ven, recimo, ne, in se izpostavlja praviloma, ne. Vedeti moramo, da tudi nimamo javnega prevoza, ne, kar za mnoge ljudi predstavlja tudi posebno potem težavo. Vsekakor jaz ocenjujem, da bo potreben na začetku poletja, če ne prej, čeprav se to danes sliši še zmeraj zelo oddaljeno, nek razmislek, ki ne bo samo slovenski, ne. To ne bo samo stvar, o kateri se bomo mi morali odločati tukaj v Sloveniji, ampak nasploh, kako del službe zdravstvene aktivirati na tak način, da ljudje ne bodo utrpeli dolgoročne škode, ne. Ker zdaj seveda pri kroničnih boleznih, ki ne bodo ustrezno vodene, seveda bo to velika težava. To je deloma povezano seveda tudi z oskrbo in preskrbo zdravili, ki zdaj tudi začenja skrbeti mnoge države, tudi Slovenijo seveda, ne, ker če se bo industrija ustavljala marsikje, ne, tudi ta industrija, potem bo in prevozne poti in tako naprej, potem bo tudi s tem veliko problemov, ne. Zaradi vsega tega bo treba najti eno srednjo pot, kako, ne, jo najti, je pa trenutno še težko. Če spet se malo tako izrazim, ne, 18 mesecev ne morete ustaviti zdravstva, ne. 1 leto tudi ne, ker drugače nam bo grozilo, da bomo več ljudi izgubili zaradi raznih zapletov in poslabšanj kroničnih bolezni, kot pa zaradi
epidemije, ne. V nobenem primeru pa ne bo tako črno-belo, ne. To se pravi, do zdaj je bilo zelo restriktivno, potem bomo pa kar vse odprli, ne, pa bo vse možno, ne. Zdaj, žal tisti, ki rabi, ne vem, ortopedsko operacijo, bo še naprej moral čakati, ne. Tisti, ki pa rabi neko operacijo, ki mu bo odpravila neko zelo pomembno težavo zdravstveno, ki jo ima, ni pa ta hip nujna, ne, je pa lahko nujna v 2 mesecih ali pol leta, ne, tisto bo pa treba pa vseeno nekako opraviti, ne. Tako da za zdravstvene sisteme je pač ta pandemija pač res kar velika preizkušnja, ne, posebno za te raznovrstne prilagoditve.